Turizem smo ljudje. To je že staro geslo, ki ga moramo vedno znova potrjevati. Tega se zaveda tudi direktorica Agencije za razvoj turizma in podjetništva Kamnik, dr. Andreja Eržen, ki je v teh dneh gostila prijatelje iz Francije, Švice in Nemčije. Ja, res je. V teh dnevih je v Kamniku precej turistov, moram reči, da iz vseh dežel, tako Evrope kot tudi izven naše celine. In zanimivo je to, da veliko večino turistov zanimajo predvsem naši hribi in tako smo se tudi v teh zadnjih dnevih podali z nekaj prijatelji in sicer so prišli k nam na obisk iz Švice, Francije in Bavarske in smo s tem pristopom, z individualnim pristopom, tako da smo se posvetili, pač njim smo odšli v naše kamniške hribe, obiskali vse najvišje vrhove in tako da moram reči, da so bili izredno navdušeni in tudi vidimo, da v bistvu ravno ta pristop je tisti, katerega moramo na področju turizma govoriti tudi naprej. Z nami je Vido Kregar, sicer znan jamar, vendar prav tako tudi navdušen hribolazec, oziroma bi rekel Bergsteiger, alpinist. Kje vse ste danes bili za gosti iz Švice in Bavarske? Ja, začetno izjavo moram kuj na začetka rekel demantirati. Mi smo hodili dela že kar 5 dni in da smo začeli tam na Tromej, se pravi v Prekmurju, na meji med Slovenijo, Madžarsko in Avstrijo. Pa smo šli bolj po meji, kakršna je zdaj ustala do najbolj severne točke, to je do kola 115, blizu Vreje. No, pa smo se bolj spustili v dolino, prespali v Prekmurje in naslednji dan smo šli peš po Kapelskih goricah, tako da so videli majhna ta, rekel, bolj vzhodni del, panonski del Slovenije. Po vrnitvi v Kamenk smo se pa podali na Korošico, se pravi prek Podvržaka na Korošico, pa iz Korošice na Kamenšk sedel, pa prespali, pa naslednji dan z Kamenškega sedla na Kokrč sedel, pa prespali, do nas smo šli pa malo na vrh Rintovca pa v dolino, ko zdaj pa časa zmanjkali. In kako je hoditi recimo s tujimi gosti, oziroma v narekovaji tujimi? Ja, zanimivo je, ker smo v bistvu poslovali 3 do 4 jezično in je bilo pravzaprav že iz tega stališča stvar precej zanimiva. Za povrh je pa luštno s takimi ljudmi hoditi, ker se jim preveč namedi, pa rad slišijo, kaj se dogaja, kako se dogaja. Pa tudi navdušen so pravzaprav nad našim hribom, ker se, kadar je hud spod gledajo, ne predstavljajo, da je gorko čudno. Hvala. In kaj menijo o Kamniku naši prijatelji iz tujine, najprej iz Bavarske? Kamnik ist eine außerordentliche, sympathische Stadt, die viel Charme hat, wo alt und neu eine schöne Verbindung eingegangen sind und die ist auch sehr menschlich alles. Und die Berge, die Steiner Alpen, die gehören mit zu dem Schönsten, was ich kenne, und ich kenne die Alpen ziemlich gut. Diese Tour, die ich heute gemacht habe, auf den Grintovec, das gehört ja wirklich zu dem Großartigsten, was ich erlebt habe. Der Weg zum Grintovec über den Wolken, das ist ein einmaliges Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Und wie ist Kamnik im Vergleich zu zum Beispiel bayerischen Städten und wo sind die Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten? Ja, da gibt es viele Parallelen. Dieses barocke, diese barocke Atmosphäre, auch unsere Lebensart ist sehr ähnlich, die Bayern und die Slowenen. Sie sprechen nur eine andere Sprache, aber sonst sind sie sich doch sehr ähnlich. In der Mentalität sind sie sich sehr ähnlich. Ja. Werden Sie in Zukunft noch kommen in Kamnik? Ja, natürlich. Ich habe so viele Freunde hier in Kamnik und wir haben ja auch jetzt diese Partnerschaft Kamnik-Andex, gibt es viele Verbindungen auf beiden Seiten. Das ist gar keine Frage, dass das weiter bestehen bleibt und ausgebaut werden wird und ausgebaut werden soll. In kaj pravi gost iz Švice?
First of all, I really enjoy Kamnik because of the architecture. I am a Slavist, so I'm interested in all the old architecture of the Habsburg Empire, and I like the history of the Habsburg Slavs. So being in Slovenia is extremely important for me. Now, we did enjoy the mountains around Kamnik because you see that all the people who like mountains have common values, and those common values are universal, and I'm so happy that all those borders have more or less disappeared now. And for us who have known the Cold War, it's so important and so pleasant that finally we can go and cross the borders without having even to show our passports. Now all those mountain houses are extremely well done, and well, we did appreciate the joyfulness of all the people we met here.